Dobro, predlagam, da začnemo z 27. redno sejo. Pod številka 1 ugotavljamo najprej sklepčnost. 13 svetnikov, torej smo sklepčni, ampak to je še kar mala udeležba, no, ampak predlagam, da vseeno začnemo. Pa mislim, da se bojo ljudje še kaj nam pridružili. Imamo 3 upravičila, tako da še nekaj svetnikov najbrž lahko vseeno pričakujemo. Po točko 2 je potrditev dnevnega reda 27. redne seje, današnje seje. No, pozabil sem vas vse prav lepo pozdraviti, spoštovani občinski svetniki, svetnice, podžupan, spoštovani predsednik nadzornega odbora, gospod Ramšak, spoštovana občinska uprava in pa seveda tudi snemalci. Po točko 2 torej potrjujemo dnevni red današnje seje. Dnevni red ima 15 točk, kakih sprememb k temu dnevnemu redu nimam za predlagati in dajem ta dnevni red v razpravo. Če ni razprave k predlaganemu dnevnemu redu, torej predlagam sklep. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 27. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 13 za, glede na prisotnost je to soglasno. Naslednja točka je 3. točka dnevnega reda, obravnava in potrditev zapisnika 26. redne in 10. dopisne seje. Ti zapisniki so v vašem gradivu za današnjo sejo in odpiramo razpravo k obema zapisnikoma. Če ni, predlagam zopet potrditven sklep, ki se glasi: občinski svet potrjuje zapisnik 26. redne seje in zapisnik 10. dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 13 za. Hvala. 4. točka, poročilo o izvrševanju sklepov 26. redne seje občinskega sveta in o delu med rednima sejama. Tu nimamo pripravljenih ustnih poročil, podžupan oziroma jaz. In torej imate to poročilo o izvrševanju sklepov v pisni obliki, ter kar odpiram razpravo. Če ni, torej predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 26. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 12 za. Kdo je proti? Nič proti. Potem je naslednja točka, 5. točka, odgovori na vprašanja in pobude iz 26. redne seje občinskega sveta občine Ravne. Ti odgovori so bili podani torej v pisni obliki, kot je pač navada. In odpiram razpravo k prejetim odgovorom na vaše vprašanje in pobude. Če ni razprave strani svetnikov, svetnic, zdaj smo sicer zagotovili še sklepčnost, prihod, odhod. Predlog sklepa se glasi: občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanja in pobude iz 26. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 12 za. Kdo je proti? Nič proti. In prehajamo torej na 6. točko dnevnega reda, poročilo o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar do junij 2022. V odsotnosti strokovne službe z področja proračuna in financ, vodje urada in pa odsotnosti direktorice občinske uprave sam podajam kratko razlago k temu poročilu. To je poročilo seveda o tem, kako se je izvrševal proračun v prvi polovici letošnjega leta. Ta proračun je v skladu z zakonodajo, ki ureja poslovanje občin, pripravljen na način, da se prikazuje, kar je bilo plačano do 30. junija 2021. Prihodki so bili prejeti v višini 37% načrtovanih, odhodki pa so bili realizirani v višini 31%. To je seveda pomembno, da je to nekako uravnoteženo, medtem ko sama zadolžitev občine za nemoteno poslovanje v tem obdobju je bila na nižji ravni od 30%, kot vidite iz gradiva, je bila ta zadolžitev 21%. Tako da z tega vidika je to poročilo o prvi polovici leta ustrezno. Je pa seveda dejstvo, da glede na to, da je proračun sprejet februarja, marca, da se do konec junija še ne izvrši v večji meri. Seveda tudi za večje investicije se izvajajo javni razpisi, ki se potem
kjer se dela oddajajo in tudi še po začetku del, so 30-dnevni plačilni roki in večina investicij se zamakne zagotovo v drugo polovico leta. To je pravzaprav narava vsakoletnega poslovanja naše občine. Za to poročilo pa je še specifika, da smo potem v mesecu juliju sprejeli rebalans proračuna in pravzaprav tudi nekoliko predrugačili odhodke, kot se bodo zgodili v drugi polovici letošnjega leta. Zato predlagam, da ta seznanitveni sklep o tem, kako se je pravzaprav realiziral proračun v prvi polovici 2022, sprejmete. Ta predlog sklepa oziroma to točko je obravnaval Odbor za proračun in finance in prosim predsednika gospoda Šumaha za poročilo o sklepih odbora. Pozdravljeni. Odbor za proračun in finance se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar-junij 2022 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala predsedniku odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar do junij 2022 in ga sprejema. Kdo je za? 14 za, to je tudi trenutna prisotnost občinskih svetnikov in svetnic. Naslednja točka dnevnega reda je 7. in to je nov odlok v prvi obravnavi. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Ravne na Koroškem. To je področje, ki do tega trenutka še ni bilo na ta način, torej z odlokom normativno pravno urejeno, ga urejamo na novo in prosim našega sodelavca Tadeja Ošlovnika, da svetnikom predstavi bistvene vsebinske točke tega odloka v prvi obravnavi. Prosim. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Z zakonom o trgovini je bila lokalnim skupnostim podeljena pravica, da določijo mesta, ki so primerna za prodajo zunaj prodajaln. Gre za prodajo na premičnih stojnicah, s potujočo prodajalno ali s prodajnimi avtomati na zunanjih površinah. Občina želi s predlaganim odlokom o prodaji blaga zunaj prodajaln vzpostaviti ustrezne pravne podlage za delovanje tržnega prostora. Cilj odloka je določitev načina in pogojev za prodajo zunaj prodajaln. Predlog odloka poleg splošnih določb in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln ureja še dolžnosti prodajalcev, nadzor nad izvajanjem določil in kazni za morebitne kršitelje pravil. Posebno poglavje je odloku namenjeno urejanju javne organizirane tržnice. V tem delu odlok predpisuje osnovna izhodišča za delovanje tržnice, daje pa tudi podlago za sprejetje tržnega reda v nadaljnjih korakih urejanja tega področja. Hvala. Hvala Tadeju Ošlovniku. Dva odbora sta to obravnavala. Najprej vsebinsko Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Prosim, predsednik gospod Kacil. Lep pozdrav vsem prisotnim. To se pravi, odbor je obravnaval prodajo izven prodajaln občine Ravne na Koroškem, predlaga občinskem svetu, da se sprejme. Hvala. Hvala, ter še naša komisija za tudi normativno pravne akte. Prosim, predsednica gospa Ranc. Pozdravljeni, mi smo ta akt obravnavali v mesecu juliju, tako da in sprejeli sklep. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila z odlokom o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je skladen z zakonodajo ter primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Sklep je bil pa soglasno sprejet. Hvala, gospod Ranc. Torej odpiram razpravo občinskega sveta glede tega odloka. Če ni, torej predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Ravne na Koroškem v prvi obravnavi. Kdo je za? 14 za, soglasno. Vkolikor tokrat ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo odloka bilo enako v drugi obravnavi kot v prvi obravnavi, se lahko poda predlog, da se v skladu z 81. členom poslovnika obe prva in druga obravnava združita. Torej dajem ta predlog v razpravo. Če ni razprave, torej predlagam,
predlog sklepa, ki se glasi: Občinski svet občine na Koroškem ugotavlja, da na predlog odloka o prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in je besedilo odloka o drugi obravnavi enako besedilu odloka o prvi obravnavi. Glede na to sprejema sklep, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita. Kdo je za? 14 za. Torej, dajem odlok v drugi obravnavi v vašo razpravo. Če ni prijavljenih, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem sprejme odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Raven na Koroškem. Kdo je za? 14 za, soglasno sprejeto. In gremo k naslednji točki, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi upravljanja in nadzoru mirujočega prometa občine Raven na Koroškem, skrajšan postopek. Tu gre za majhno popravo obstoječega odloka in predlagam, da vsebinsko gospod Ošlovnik predstavi občinskemu svetu, torej to spremembo obstoječega odloka o ureditvi upravljanja in nadzoru mirujočega prometa. Prosim. Predlog sprememb odloka, ki je pred vami, je rezultat pobude medobčinskega redarstva, in sicer, da je potrebno omejiti čas dnevnega parkiranja vozil na električni pogon. Občina želi spremembo odloka urediti režim parkiranja na površinah, ki so namenjene polnjenju električnih vozil. Cilj takšne ureditve je predvsem, da se voznikom omogoči enakopravnejšo obravnavo pri parkiranju in polnjenju teh vozil. Predlog predvideva spremembo 11. člena obstoječega odloka, kjer se v drugem odstavku doda točka, ki določa, da med posebne parkirne površine sodijo tudi površine namenjene polnjenju vozil na električni pogon. Nadalje se v 11. členu doda odstavek, ki določa, da je parkiranje na površinah, ki so namenjene polnjenju vozil na električni pogon, čez dan dovoljeno ne več 3 ure tam, kjer je to razvidno s prometne signalizacije. Hvala. Hvala gospodu Šlovniku za predstavitev. 2 odbora, odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, gospod Kacil. Odbor se je seznanil z odlokom o umirjanju prometa, to se pravi, in predlaga občinskem svetu, da ga potrdi, sprejme. Hvala. Hvala, ter še komisija za tudi normativno pravne akte, predsednica gospa Ranc. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi upravljanja in nadzoru mirujočega prometa v občini Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je skladen z zakonodajo ter primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala obema predsednikoma. Odpiram razpravo občinskega sveta. Električna vozila, nekaj jih imamo v občini, no, in nekaj jih je tudi med gosti. Če ima kdo kakšno razpravo? Če ne, predlagam torej sklep. Občinski svet občine na Koroškem sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega prometa v občini Raven na Koroškem. Kdo je za? 13 za. Kdo je proti? Nič proti. Sklep je sprejet. Nadalje imamo 9. točko dnevnega reda, pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Raven na Koroškem. To je, bi rekel, pričakovana pravna podlaga za to proračunsko postavko, ki jo imamo v proračunu, in seveda je potrebno to financiranje urediti z pravilnikom. Zato torej v enem branju, če lahko rečem, pravilnike svoje nimajo 2 obravnave, predlagamo torej ta pravilnik, za katerega zopet prosim, da ga gospod Ošlovnik vsebinsko predstavi, na kak način so predlagana torej pravila o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav. Prosim. Hvala. Predlog pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine je namenjen lastnikom objektov izven meja aglomeracij, ki so dolžni zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode, ki nastaja na njihovem objektu. Cilj je v prvi vrsti spodbuditi občane k nakupu kvalitetnih malih komunalnih čistilnih naprav, ter tako posledično zmanjšati obremenjevanje okolja. Pravilnik določa namen, upravičence, pogoje in merila za dodelitev sredstev, ki so namenjena nakupu in gradnji malih komunalnih čistilnih naprav. Občina bo sofinancirala del nakupa individualnih ali skupinskih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov, in sicer v znesku 1000 evrov. Sredstva za sofinanciranje se bodo zagotavljala iz občinskega proračuna, pri čemer bo višino sredstev za posamezno leto določil občinski svet z odlokom o proračunu.
Proračunska sredstva se bodo upravičencem razdelila preko javnega razpisa. Skladno s pravilnikom se upoštevajo upravičeni stroški, ki lahko nastanejo do 3 leta pred oddajo vloge za pridobitev sredstev. Za uspešno kandidiranje na javnem razpisu mora upravičenec skladno s pravilnikom zadostiti pogojem, ki jih predpisuje 6. člen predloga pravilnika. Ti med drugim določajo, da mora biti čistilna naprava ob oddaji vloge vgrajena in funkciji delovanja, ter mora izpolnjevati ustrezne tehnične zahteve, ki jih predpisuje ta uredba o odvajanju in čiščenju komunalne vode ter pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Če pride do ugotovitve, da so bila sredstva porabljena nenamensko ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, je prejemnik dolžan vrniti tako pridobljena sredstva. Hvala. Hvala gospodu Šlovniku. Enaka dva odbora, ista odbora, odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Odbor je obravnaval predlog pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav v občini Ravne na Koroškem ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Ter še komisija sta tudi normativno pravne akte. Ja, mi smo tudi akt obravnali tudi v mesecu juliju, pa ni šlo tako čisto čez, tako da sprejeli smo sklep. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala predlog pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je skladen z zakonodajo in primeren za obravnavo na občinskem svetu s podanimi sledečimi pripombami, da se v drugi alineji 6. člena doda besedilo ali uporabno dovoljenje, da se v 6. alineji 6. člena črta besedilo poročilo o opravljenih prvih meritvah ter namesto tega zapiše besedilo analizni izvid in pa v drugem odstavku 8. člena se črta besedilo v roku 8 dni. Hkrati pa je bila na seji podana tudi pobuda, da se predvideni znesek sofinanciranja, ki trenutno znaša 1000 evrov, poviša na 1500 evrov. Hvala. To je bilo strani odbora, no. Zdaj, kar se tiče pripomb odbora, razne višine finančnih sredstev se je že upoštevalo. Aha, poznate to, predsednica. Torej, te 3 opombe razne višine je že upoštevano. Dobro. Nadaljujemo z razpravo. Prosim, župan Vrhovnik. Hvala lepa za besedo, dober dan vsem. Tudi moja razprava bi šla k temu predlogu, ki ga je podala komisija, namreč v 4. členu, v 1. odstavku je določena višina sofinanciranja, torej za nakup teh malih komunalnih čistilnih naprav. Malo sem se pozanimal pri našem komunalnem podjetju, kakšen je to strošek, seveda to variira, odvisno kakšna je ta mala komunalna čistilna naprava. Potrebno je upoštevati tudi stroške vgradnje, tako da nekje med 4 do 5 tisoč evrov za individualno hišo nekje bi bil takšen strošek. Zdaj v naši občini imamo mogoče srečo, da je ogromno ljudi znotraj aglomeracij že priključenih torej na čistilno napravo, nekaj pa jih vendarle ostaja še zunaj in če je to naša obveza do čistega okolja, je prav, da tudi kot lokalna skupnost pridemo nasproti tistim, ki pač bodo to še morali postoriti. V primerjavi z našo sosednjo mestno občino Slovenj Gradec imajo tudi oni sofinanciranje v višini 1500 evrov, pa še ta nesrečna draginja je na pohodu in mislim, da bi bilo zelo na mestu in bi tudi jaz predlagal, da bi torej v tem drugem odstavku 4. člena spremenili, da bi bilo višina sofinanciranja torej do višine 1500 evrov. Hvala lepa. Hvala. Tudi predlog torej podžupana, kot v razpravi na občinskem svetu. Še kakšna razprava? Prosim, gospod Kacil. Hvala za besedo. V bistvu jaz sem že zdavnaj predlagal, da tu bi moral bolj zagresti naša komunala. To se pravi, nabaviti mogoče čistilne naprave, ponuditi na trg, ker verjetno nabavili bi ustrezne čistilne naprave, kar bi ustrezali vsem
normativom, drugič pa tudi na določeno število bi dobili verjetno nek rabat, pa bi mogoče tudi bila cenejša, ne bi prišel posamezen stanovanjski objekt 5 €, mogoče pa 4,5 ali 4,200. Hvala. Hvala, bomo prenesli to pobudo, ko se je vse to bolj intenzivno začelo, oziroma nekaj je že bilo, no, na to temo so bile tudi vzorčne čistilne naprave, mislim, da na dvorišču JKP Log takrat še kakšna razprava. Če ne, lahko začnemo glasovati. No. Zdaj, mislim, da glede predloga komisije je tako v bistvu vnešeno, odločiti morate pa torej med 1500 na osebo oziroma na prejemnika. No. Ali 1000 €, proračunska postavka je postavila zdaj 10 000 € za letos. No. Za letos ni večja možna, no. Torej, bo letos 10 ali pa 6 ljudi pač to prejelo. No. To jaz mislim, da če jaz dam ločen sklep, bo čisto dovolj. Ne. Pa pol tisti sklep, ki je izglasovan, damo v odlok. Ja. Torej, predlog sklepa je, da se 4. členu v 1. odstavku višina sofinanciranja znaša 1500 €. Kdo je za? Štirinajst za. Torej, drug predlog s takim 4. členom se pa glasi: občinski svet občine na Koroškem sprejme pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 14 za. Prehajamo na 10. točko, seznanitev z izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zasedavo Čečovje jug in potrditev variante. To je gradivo, ki ste ga že materija, ki ste je nazadnje že obravnavali in v skladu z vašimi sklepi, torej so pripravljene 3 variante in prosim gospod Anito Potočnik Slivnik, da predstavi predlagane variante oziroma tudi na nek način utemelji na kratko predlagano varianto v 3. Prosim. Lep pozdrav, hvala lepa za besedo. Če na kratko povzamem, se pravi odlok iz leta 2011, odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje Čečovje jug, je zaradi dodatnih raziskav oziroma težkega terena, kljub temu, da je že imel, se pravi, da je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, bilo smiselno dopolniti. Če pa se glede na način dreniranja določeno število parcel pač spremeni, je seveda potrebno pol tudi razmisliti, ali je smiselno spremeniti tudi druga določila odloka in zato je seveda v postopku sprejem novega odloka oziroma sprememb in dopolnitev navedenega odloka. Na območju je po obstoječem veljavnem prostorskem načrtu bilo predvideno 33 objektov. Glede na tehniko dreniranja oziroma možnost dostopa do teh drenažnih gnezd in pa glede na trend, ki je v zadnjem času pač pokazal, da je povpraševanje po manjših parcelah, po manjših objektih in na tak način tudi lahko ustrežemo večjemu številu potencialnih kupcev oziroma investitorjev, so bile predlagane 3 variante, med njimi je razlika v gostoti in sicer varianta 1 in 3 so podobne. Razlika je v številu objektov, pri varianti 1 je 42 objektov, pri varianti 3 je 37 objektov, se pravi, manjše število objektov je zaradi tega, ker je širina gradbenih parcel za razliko od variante 1 minimalno približno 18 metrov, medtem ko pri varianti 1 je samo 16 metrov, pa parcele so seveda manjše. Pri varianti 1 od 295 nekje do 400 kvadratnih metrov, pri varianti 3 pa 334 do 476, se pravi, gre za malenkost večje parcele. Varianta 2 je enako kot varianta 1, s tem, da ima predlagan način izvedbe še bolj strnjene gradnje v obliki vrstnih hiš oziroma dvojčkov. Po razmisleku predlagamo, da se v bistvu ta izvedba vrstne gradnje oziroma izvedba dvojčkov, da se to zapiše kot možnost v pisnem delu odloka, ker pravzaprav, če sprejmemo varianto, ki določa samo vrstno gradnjo, potem posameznih parcel oziroma posameznih objektov na takih parcelah ni možno postaviti.
Pri varianti, ki jo pa mi predlagamo, se pravi 3 z možnostjo postavitve vrstnih objektov na določenem območju, ki bo zapisan v tekstualnem delu, pa je tudi to možno. Se pravi, s tem ne zapiramo možnost izvedbe takih objektov. To je v bistvu razlika med variantami. V nadaljnih postopkih bo izdelan osnutek, ki bo poslan v mnenje, sledila bo javna razgrnitev, potem v bistvu obravnava na občinskem svetu, dopolnitev osnutka in seveda potem predlog drugič v mnenje, po pridobitvi drugih mnenj pa ponovna potrditev na občinskem svetu. Hvala. Hvala, gospod Niti Potočnik Slivnik. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo je obravnaval te izhodišča za pripravo bodočega OPPN-ja. Odbor je se seznanil in obravnaval, to se pravi predloge v izhodiščih OPPN-ja za Čečovje jug in predlagal občinskemu svetu, da ga sprejme. To se pravi, mislim, da je predlagana varianta 3. Hvala. Hvala, predlog sklepa je za varianto 3. Ja. Torej, odpiram razpravo občinskega sveta k tej točki dnevnega reda, 10. točka. Če ni razpravljavcev, razpravljavk, torej predlagam sklep. Občinski svet se je seznanil in potrdil izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za stanovanjsko zazidavo Čečovje jug. Občinski svet se je seznanil z izdelanimi variantami in potrjuje varianto V3. Možnost bolj strnjene zazidave v obliki dvojčkov se zapiše v tekstualni del odloka. Kdo je za? 16 za. Kdo je proti? Malo se je izboljšala prisotnost v vmesnem času. 11. točka dnevnega reda, obravnava poročilo poslovanju javnih podjetij v letu 2021. Tu ste se nam pridružila, enega direktorja že vidim, gospoda Miha Horovata, pa naj bi prišla tudi direktorica EKP Loga, Marjetica Tasič-Bukovec. Obe poročili, torej o poslovanju javnih podjetij v letu 2021, to je obravnava odbor za proračun in finance, po mojih podatkih gospod Šumah, predsednik, na prejšnji seji najbrž. Ja, prosim. Na prejšnji seji smo obravnavali poročila obeh javnih podjetij. Sam odbor za finance in proračun na poročila ni imel posebnih pripomb. Tako da predlagam občinskemu svetu, da jih sprejme. Hvala. Hvala gospodu Šumahu kot predsedniku odbora za proračun in finance. Torej odpiram razpravo občinskega sveta k tema dvema poročiloma. Če ni razprave, predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z letnim poročilom EKP Log d.o.o. in EKP Ravne d.o.o. za leto 2021. Kdo je za? 16 za. To je glede na prisotnost soglasno. Hvala. Hvala direktorju tudi za prisotnost. Predlog, naslednja točka je 12. točka dnevnega reda, predlog strateškega načrta projektnega sveta Ravne zdravo mesto. Prosim za predstavitev gospodarju Čepin. Gre pa za torej ne strategijo zdravega mesta, ampak strateški načrt projektnega sveta, strnjen v bistvu v 3 točkah. Prosim. Hvala za besedo. Občina je članica mreže zdravih mest in podpira oživitev aktivnosti v okviru projekta Slovenska mreža zdravih mest faza 7. Občina je v bistvu z podpisom pisma o nameri, to je podpisala januarja 2019, izrekla namero za ponovno aktivno sodelovanje pri tem projektu in s tem smo se na nek način tudi zavezali k oživitvi aktivnosti in k prenosu temeljnih izhodišč za zdravje in blagostanje prebivalstva iz programa Zdravje 2020 v naše lokalno okolje. Takrat je bil tudi imenovan projektni svet Ravne zdravo mesto, ki aktivno deluje in pripravlja ukrepe za izboljšanje kazalnikov zdravja v občini. Sestavljen je iz predstavnikov institucij v občini, predvsem iz področja zdravja in pa tudi iz področja socialnega varstva, šol, vrtca in društev. Glavni nosilec in tudi glavni partner v tem projektu pa je NIJZ,
ki tudi aktivno in natančno spremlja in analizira vse te kazalnike zdravja v naši občini in so bili tudi glavni akterji pri nastanku tega dokumenta. Zdaj v času korone je bil projektni svet nekoliko manj aktiven, je pa v letošnjem letu aktivno pristopil k pripravi tega načrta, s katerim bi želeli izboljšati kazalnike zdravja in sicer tiste, ki odstopajo od povprečja regije in države v negativnem smislu. Gre tudi za tiste kazalnike, na katere lahko kot projektni svet z različnimi ukrepi vplivamo. Zadali smo si 3 cilje, do katerih smo prišli na področju spremljanja kazalnikov zdravja od leta 2017 do 2022. Ti 3 cilji so izboljšanje telesnega fitnesa otrok, zmanjšanje števila okužb z virusom klopnega meningoencefalitisa in pa izboljšati pogoje za duševno zdravje in zmanjšanje torej zasvojenosti, raznih oblik zasvojenosti. Strateški načrt zajema ukrepe in aktivnosti za izboljšanje teh 3 kazalnikov. V zadnjem delu je tudi podrobni akcijski načrt, kjer so tudi natančneje opredeljene posamezne aktivnosti, kako, kdaj bodo izvedene. Navedeni so tudi viri za izvedbo ukrepa, odgovorne osebe, cilji, roki za izvedbo. Akcijski načrt je v bistvu živ del dokumenta, torej pomeni, da ga bomo v prihodnjih letih po potrebi tudi smiselno posodabljali glede na spremembe kazalnikov zdravja. Po potrditvi tega dokumenta se bo projektni svet sestal in tudi pripravil letni akcijski plan, na osnovi katerega pa bodo potem tudi predlagana sredstva za proračun 2023, ki ga bo potem potrjeval občinski svet. Hvala. Hvala, gospod Darja Čepin. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo, prosim predsednico gospod Kamnik. Lep dober dan želim. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval ta strateški načrt, smatra, da je odličen, da je dobro pripravljen. Kot je bilo rečeno, je to živ dokument, ki se že izvaja v občini in torej predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. Hvala predsednici odbora, gospod Kamnik. Odpiram razpravo občinskega sveta k tej točki dnevnega reda. Prosim, podžupan Vrhovnik. Hvala lepa. Osebno menim, da gre za zelo pomemben projekt, ki ni samo zato, da bi ga imeli na papirju, ampak dejansko, da bi tako tudi čim bolj živeli, torej v našem kraju, torej spodbujali preventivo na področju zdravega načina življenja, ki pač vključuje vse segmente od gibanja, prehrane, preprečevanja stresa in raznih nevšečnostih, ki se nam vsakodnevno vsem pripetijo na raznih predelih tega sveta. Zdaj v tej strategiji je seveda nanizanih kar nekaj ukrepov, ki jih je za pozdraviti, zlasti gre pozdraviti to, da se obujajo te stare igre, ki smo se jih tudi nekateri še mlajši v naši mladosti igrali. Se mi zdi takšna zelo simpatična poteza, kajti za vso to informacijsko tehnologijo pač je vedno večji izziv mladostnike dobiti torej na prosto, na igrišča in če lahko na takšen način pripomoremo k temu, je to samo za pozdraviti. Sam se spomnim, ko sem še obiskoval osnovno šolo Koroških jeklarjev, da smo imeli športno vzgojo z športnim pedagogom že kar na samem začetku, torej prvega četrtletja osnovne šole. Zdaj ta projekt tudi to spodbuja od 1. do 3. razreda, torej enkrat tedensko z športnim pedagogom, to zelo pozdravljam, gre za strokovni pristop in dejansko mislim, da ima to zelo dobre učinke. Me pa malo skrbi, namreč samo 10.000 evrov sredstev za ta projekt pri financiranju rekreativnih športnih dejavnosti. Vemo, da otrok je precej. In če bi želeli to res množično zajeti, mislim, da bi potrebno to postavko bistveno više planirati v proračunu za prihodnje leto, torej da bi lahko mladostnike čim širše vključili.
Želel pa bi se dotakniti tudi ukrepa 6, ki govori o spodbujanju hoje in kolesarjenja. Zdaj, kar se tiče pohodništva, mislim, da so povsod, ne samo pri nas, oznake tako imenovane Knafelčeve markacije zelo dobro pripravljene. Bi se pa dalo na področju kolesarjanja še kaj postoriti. Verjetno ste opazili že kje take oznake, jaz sem to naredil en primer za Strojno. Tabla je drugače rdeče barve, pa ki je bil črno-bel printer. Torej gre za uradne prometne oznake za kolesarske poti, celo Pohorje jih recimo že pozna. In sedaj je naveden kraj in pa koliko je razdalja do tega območja. In recimo pri nas bi lahko to imeli za Strojno, pa Naravske ledine, pa Koroški Selovec. In če bi v sklopu tega projekta lahko to pripravili, mislim, da bi bili zelo v trendu, no, če bi tudi na Ravnah to naredili. Nekatere sosednje občine na Koroškem so to že. Predlagam, da torej se pridružimo in morda skozi ta projekt ali pa skozi katero drugo postavko v proračunu tudi to uresničimo. Skratka, zelo podpiram ta projekt Ravne zdravo mesto in upam, da bo imel čim bolj pozitivne učinke za naše občane. Hvala. Hvala za razpravo, podžupanu Vrhovniku. Nadaljujemo 12. točka dnevnega reda. Če ni več koga, predlagam torej sklep. Občinski svet občine na Koroškem sprejme strateški načrt projektnega sveta Ravne zdravo mesto 2022 do 2027. Kdo je za? 16 za. Kdo proti? 13. točka dnevnega reda, mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljice vrtca Ravne na Koroškem. Točko sicer tukaj predstavi predsednica, ki je ni. Podpredsednica, namestnica, gospa Javornik, prosim. Lep pozdrav. Komisija za mandatarna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Ravne, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Mateje Hovnik ob Suhi 43 Ravne na Koroškem za ravnateljico vrtca Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 5 let. Hvala, gospod Javornik. V funkciji podpredsednice Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, dajem predlog sklepa naše komisije torej na glasovanje. Občinski svet občine na Koroškem daje pozitivno mnenje k imenovanju Mateje Hovnik ob Suhi 43 Ravne na Koroškem za ravnateljico vrtca Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 5 let. Kdo je za? 16 za. Soglasno. In pa imamo še predzadnjo točko v 2 podtočkah, nakup zemljišč v KO Dobja vas. Prosim, da vsebinsko točko, kjer občina predlaga nakup zemljišč, stavbnih zemljišč, delno stavbnih, delno kmetijskih, predstavlja gospod Tadej Šlovnik. Hvala. Predlog dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnin obsega 2 skupini zemljišč na območju katastrske občine Dobja vas. Prva skupina zemljišč so parcele v izmeri 5565 kvadratnih metrov, ki ležijo na območju OPPN poslovna cona 3, to je parcela 139/3 in parceli 154 in 155, ki sta potrebni za celovito ureditev odvodnjavanja celotnega območja. Zemljišče 139/3 je stavbno, ostali 2 parceli pa predstavljata kmetijski zemljišči. Druga skupina parcel leži v območju stavbnih zemljišč, v naravi pa so to zaraščena zemljišča v izmeri 6353 kvadratnih metrov, ki jih potrebujemo za regulacijo potoka in gradnjo kanalizacije. Za nekoliko prilagojeno izvedbo in ureditvijo dostopa bi se delno lahko uporabila za gradnjo. Nakup predmetnih zemljišč je utemeljen zaradi načrtovanih in nujnih komunalnih ureditev, kasneje pa jih bo možno aktivirati za primerno gradnjo. Hvala. Hvala, gospodu Šlovniku. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, prosim. Odbor se je seznanil s sklepom, s katerim se v načrt pridobivanja nepremičninskega premoženja v letu 2022 dodajo parcelne številke v KO Dobja vas. To se pravi, da se to odkupi in predlaga občinskemu svetu, da to sprejme. Hvala, predsednik odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta k tej točki 14.1. Nakup.
Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme predlog dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2022, tako da se vam dodajo nepremičnine parcele številka 139/3, 154, 155, 196/1, 196/2, 198/15, 199 in 200, vse KO 883 Dobja vas. Kdo je za? Za, kdo je proti? Nič proti. Podtočka 14.2, predlog za ukinitev javnega dobra KO Koroški Selovec. Tu pa prosim sodelavko Ireno Došen, da predstavi predlog o ukinitvi statusa javnega dobra in pripis lastninske pravice v korist občine Ravne. Lep pozdrav vsem. Gre za ukinitev javnega dobra na parceli 463 KO Koroški Selovec, ki po katastrskih podatkih predstavlja javno pot, ki se kot taka ne uporablja več in tudi ne izpolnjuje več pogojev, zaradi katerih je status javnega dobra bil dan, in zato je tudi smiselno, da se ukine. Lokalna cesta je premaknjena in poteka malo višje. Gre za uskladitev zemljiško-knjižnega stanja z dejanskim stanjem v naravi. Po ureditvi oziroma po izdaji odločbe bi potem uredili lastninsko pravico v zemljiški knjigi, da bi pripisana bila občini Ravne, in na to pa lahko potem tudi prodamo dele teh zemljišč. Hvala za predstavitev predloga. Zopet odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik gospod Kacil. To se pravi, odbor za urejanje prostora in infrastrukturo, gospodarstvo se je seznanil s sklepoma, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli Koroški Selovec, številke bo župan povedal, ter predlaga občinskemu svetu, da potrdi sprejme. Hvala predsedniku odbora. Dajem v razpravo ta sklep v 2 točkah. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem sprejema prvič na zemljiški parceli številka 463 KO 879 Koroški Selovec se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine na Koroškem. Drugič, občina na Koroškem lahko proda dele zemljišča parcelne številka 463 KO 879 Koroški Selovec. Kdo je za? Kdo je proti? 16 za. Nič proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. In smo pri zadnji točki današnje 27. redne seje, to so predlogi in pobude članov občinskega sveta. Prosim. Prosim, gospod Štriker, gospa Krevzel, kaj je pisala, vrstni red, ja. Hvala za besedo. Včeraj je bila skupščina Zveze športnih društev Ravne. Pod točko razno smo obravnavali atletski stadion, ki je v zelo slabem stanju. Zato me je prosil predsednik atletskega kluba in člani zveze, da to problematiko danes izpostavim. Leta 2015 je predsednik atletskega kluba že opozoril v pismeni obliki glede stanja atletske steze in to zavodo. Takrat se ni storilo nič. Lani novembra je potekal pa sestanek z deležniki za sanacijo atletskega stadiona, na kateri so bili prisotni tudi naš župan, direktor zavoda, ravnatelj gimnazije, direktor Atletske zveze Slovenije in predstavniki Atletske zveze. Na koncu je bilo dogovorjeno, da se bo ta sanacija izvedla v 2022 in tudi vprašam zdaj, če bo to tudi v letošnjem letu storjeno. Na skupščini smo bili še seznanjeni z zamakanjem prostorov nogometne tribune in da še ni bil izveden tehnični prevzem objekta. Zato predlagam naročniku objekta občine Ravne, da se izvede pred tehničnim prevzemom revizijo projekta zaradi anomalij med gradnji in če so podražitve objekta kljub podražitvam gradbenih materialov upravičene. To pomeni, da se preverijo količine in kvalitete materialov, ali so bili materiali po specifikaciji tudi uporabljeni, preveriti se mora kakovost izvajanja del in če so bili upoštevani normativi in norm gradbeništva.
Odgovore želijo imeti pa tudi na Zveze športnih društev Ravne. Pol sem dobil en dopis, ki je bil tudi naslovljen našemu županu. Tu se gre za stanovalce bloka Javornik 46. Pač stanovalci imajo težave v stavbi in želijo ta spor čim prej rešiti na občinskem nivoju pa preko socialne. To pol naš župan pol uredil. Pol sem dobil še eno pobudo iz Javorniške skupnosti, da bi se naredil bankomat pri Šparu. Pol so me kontaktirali tudi krajani Šanc, zanima jih, da se bo izvedel preplastitev naselja v Šancah. Pol so me še opozorili iz Brdin in to tudi glede na zapisnik 20. redne seje. Gre se zadnje optike v Brdinjah. Takrat je bilo rečeno, da to tudi piše not v zapisniku, da se bo optika izvedla konec leta 2022 oziroma v prvi polovici 2023. In sprašujejo, a te roke držijo ali ne. Hvala za besedo. Hvala gospodu Štrikerju za njegove pobude. Naslednja je bila prijavljena gospa Krevzelj, potem gospa Kamnik, gospa Vodnjov, gospod Erjavc, potem gospod Merzelj. Hvala za besedo. Sama bi podala pobudo, pa hkrati bi prenesla tudi prošnjo vaščanov Strojne. Na relaciji Zadnji Dinar Strojna, natančneje Oplas, Vaški center, je bil lastnik zaradi bolezni dreves primoran opraviti sečnjo obolelih dreves, ki pa predstavljajo skoraj golosek v dolžini približno 70 metrov. Ravno na tem območju je v preteklosti že prišlo do 3 zdrsov avtomobilov z ceste. Nesreče so predstavljale zgolj materialno škodo, verjetno ravno zaradi dreves, ki so takrat pač predstavljale neko naravno zaščito. To območje je precej strmo in vaščane verjetno upravičeno skrbi, zato predlagam urgentno namestitev zaščitne ograje na tem območju. Naj še opozorim, da gre to za prometno cesto, ki jo uporabljamo vaščani, obiskovalci in pa še najpomembneje, po njej se vozijo tudi kombiji polni otrok. Hvala. Hvala. Gospod Krevzelj, prosim, gospa Kamnik. Hvala še enkrat za besedo. Torej, na odbor za zdravstvo in socialno varstvo smo prijeli informacijo ali pa mogoče pritožbo, ki smo jo nekako oblikovali v pobudo, in sicer se glasi, da v ambulantah zdravstvenega doma naj se vrata, ki mejijo med čakalnicami in ambulantami, bolje izolirajo, da se iz ambulant v čakalnico ne sliši pogovorov med zdravnikom in pacienti. Hvala za to konkretno pobudo. Gospa Vodnjov, prosim. Hvala lepa za besedo. Jaz imam pa eno vprašanje. Zanima me namreč, kako daleč smo z izborom zemljišča za pasji park na območju Javornika. Namreč slišim po Javorniku vse sorte stvari in bi rada zdaj tukaj javno povedala, da je Društvo proti mučenju živali Koroške za pasji park. Ker namreč predsednik četrtne skupnosti Javornik govori, da smo proti. Hvala lepa. Hvala, gospod Vodnjov. Gospod Erjavc, prosim, Andrej. Hvala za besedo. Jaz bi se danes, oziroma moja pobuda se nanaša na našo četrtno skupnost, če se lahko tako izrazim, Šance. Stanje je na Šancah klavrno, zgoraj so na pol uničene ceste, škarpe so krive, kandelabri krivo stojijo, nekateri oni vodni kandelabri, kakorkoli so temu, hidranti, pardon, so sredi žive meje. Skratka, moj predlog je, da se k ureditvi, prometni ureditvi in seveda tudi drugi ureditvi pristopi celovito, da se uredi asfalt, da se uredijo primerne poti za kolesarje, pešce in pa seveda tudi nosečnice z vozički.
Zdaj tako stanje, kot je na Šancah, zagotovo ni nam Ravčanom ponosno in jaz si ne bi želel živeti tam zgoraj, sploh če bi bil mladi očka ali pa mladi starš. Druga pobuda se nanaša, pravzaprav ponavljam svoje večkratne pobude, podane v tem občinskem svetu, nanašajo se na ureditev ekoloških in so tudi tistih drugih, torej teh ekoloških parkov oziroma otokov, pardon. Ureditev tu pred občino oziroma tu, ko so pač na novo postavljeni ti zabojniki, je super lepa, no, vse pohvale občini za to. In seveda kaže na to, da če zapremo te ekološke otoke, ki navzven res trenutno recimo na Javorniku, v Kotlah pa še posod drugod, res kaže neko grdo sliko, da bomo s tem zaprtjem teh otokov tudi malo bolj, bom rekel, izboljšali izgled našega mesta. Hvala. Hvala gospodu Erjavcu Andreju. Prosim gospod Omerzel. Hvala za besedo, gospod župan. Glede na to, da je to zadnja redna seja v tem mandatu, bi se jaz želel zahvaliti za sodelovanje vsem svetnicam in svetnikom, občinski upravi, županov, podžupanoma. Veliko dela je bilo narejenega, seveda nas še čaka veliko izzivov. V naslednjem mandatu mi zaradi službenih obveznosti ne dopušča čas več, da bi kvalitetno upravljal nalogo občinskega svetnika. Je še en projekt, ki je nedokončan in to so stanovanja za mlade. Ne glede na to, da ne bom v občinskem svetu, lahko povem županu, da bom tudi odzunaj tečen pa vztrajen. Jaz bi prosil vse, ki bodo ostali, ki bodo delali to naprej, da se ta denar, ki je še nekje, upam, da izkoristi in nameni za to, kar smo 4 leta nazaj se zavezali. Še vedno to nismo izpolnili in to mi je zelo žal. Želim si, da bi delali složno naprej in pa vso srečo vsem na volitvah. Hvala. Hvala gospodu Omerzelu in za pobudo in za lepe želje. Podžupan Vrhovnik, prosim. Končno smo pregnali sušo, pa smo dočakali težko pričakovani dež. So pa novi izzivi nastali na naših javnih poteh, razne luže in podobno. Jaz bi si zelo želel, včeraj sem šel tam mimo, če se je danes to že uredilo, potem vzamem nazaj, dostopna pot do nove tribune si res zasluži kak kvadrat asfalta, pa upam, da bomo to še pred zimo uredili, ker zdaj pač nam res ni v ponos ta makedamski kakršenkoli dostop je zdaj tam iz smeri našega zimskega bazena do tribune. Bi bilo prav, da se to celovito dokonča, tisto območje, ki pač je bilo dvakrat urejano. Potem podobno čaka veliko usodo ureditve tudi pločnik na Malgajevi ulici. Gre za pločnik do našega kulturnega centra, do glasbenega doma, potem tudi pot naprej proti Javorniku trgu in obratno. Mislim, da bi tam bilo potrebno malo bolj urediti tisti pločnik, ker je že kar z enega drugega časa, ko se je tista ureditev delala, pa naj bo to pobuda za prihodnje, morda za prihodnje leto. Bi se želel pridružiti tudi pobudi, ki jo je podal kolega Erjavec. Mislim, da je tisto, kar se tiče ureditve zabojnikov tu v trgu, res zelo lepo za videti in nam je lahko dejansko v ponos. In če bi recimo naše komunalno podjetje stopilo skupaj za nek projekt urbane ureditve, kar se tiče teh zabojnikov, dalo neko ponudbo upravljavcev teh večstanovanjskih zgradb, da bi torej z nekimi skupnimi močmi neki sredstev proračuna, neki pa stanovalci, mislim, da bi lahko tudi po drugih predelih naše občine na takšen način to uredili, pa bi bila mogoče slika v nekih trenutkih bistveno boljša, kot pa je zdaj, kar se tiče teh zabojnikov za smeti. Ker pa je to tudi res zadnja seja, redna seja v tem mandatu, bi se tudi jaz želel vsem zahvaliti za sodelovanje. Zdaj 2 mandata sem imel priložnost biti podžupan, zdaj obveznosti, ki prihajajo, nezdružljivosti te funkcije in pa seveda tudi volitve,
te funkcije več ne bom upravljal v prihodnje, pa bi se želel vsem lepo zahvaliti za vso sodelovanje in seveda zaželeti tudi uspešno delo vsem, ki boste v prihodnje upravljali to delo. Hvala. Hvala podžupanu Vrhovniku za pobude in ta nagovor. Gospod Prednik, prosim, ja, pardon, gospod Jože Prednik. Ja, hvala za besedo. Volitve so pred vrati. Hvala vam vsem, ker imate razumevanje za starejše in upam, da bojo tudi novi svet, ki bo občinski svet, imeli podobno mišljenje. In se še enkrat zahvaljujem županu in pa seveda za sodelovanje Darji, s katero smo največ sodelovali, kar se tiče pač teh pomoči. Hvala lepa in ostanite zdravi. Hvala gospodu Predniku. Dobro, če ste izčrpali, bi rekel, vašo razpravo na tej točki dnevnega reda, bi sejo zaključil. Ko sta dva predhodnika ali trije že povedali, no to je, danes je načrtovana, predvidena, torej zadnja redna seja, mandat nam danes svoja ne preneha, no, ne vam, ne meni, teda če bo še se nabralo seveda materije, vsebin za odločanje na redni seji, bomo še sklicali redno sejo, ampak v tem trenutku mi je občinska uprava javila, da teh vsebin ni. Vemo pa, da nas čaka seveda še volitve, izbore elektorjev za državni svet, tudi kandidatov za državni svet, tako da ena izredna seja vsekakor še bo in pa tudi občinski prostorski načrt za vzhodno obvoznico mesta Ravne napreduje in zaradi evropskih sredstev bomo morda do 20. novembra morali še torej sprejemati ta prostorski načrt, tako da lahko napovem vse dve vsebini, po katerih se bomo še srečali. Zagotovo so da najbrž, da bo seja v živo, da bo torej izredna seja. Ne glede na to pa so tudi z moje strani zahvala za vaše delo, zlasti so tistim, ki ste se že kot gospod Omerzel odločili, da se ne boste potegovali za ponovno zaupanje volivcev, no, zahvala za vaše opravljeno delo. Lahko rečem, da ta enotnost oziroma složnost, ki ne glede na razlike med nami, bodisi politične, svetovno-nazorske, vendarle deluje. Bi rekel, naša občina je dokaz, da so si stari Grki demokracijo zmislili seveda v mestnih državicah z do 30.000 prebivalci in tu se znamo še pogovarjati, si znamo prisluhniti, medtem ko vemo, da na milijonskem političnem trgu tega pravzaprav ni več, na milijardnem trgu volivcev pa seveda se razkol žal vedno bolj poglablja. Tako da hvala vsem za to, da smo na lokalni ravni ostali na prvem mestu ljudje, potem pa seveda tudi na nek način lokalni politiki oziroma javni funkcionarji, vi svetniki, jaz župan in verjamem, da bojo tisti, ki bodo dobili prihodne mandate, so tudi nadaljevali po tej poti, ki jo je ta občinski svet po mojem mnenju zelo zgledno pokazal v teh 4 letih. Ampak najbrž si bomo kaj izrekli še tudi na izredni seji, ki zagotovo še sledi. Za danes pa torej hvala za to 27. redno sejo oziroma kar 27 rednih sej v 48 mesecih, tako da hvala za vse.